Sam prihajam iz Ormoža, ki z okolico spada v regijo, ki že danes trpi zaradi nižjega življenjskega standarda in iz katere se mladi še vedno izseljujejo, tudi danes. In to regijo je doletela nova katastrofa. Zapira se podjetje Safilo. Delovna mesta bi naj izgubilo kar 557 oseb, kar glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije predstavlja okrog 20% vseh delovnih mest v občini. Ob tem se moramo zavedati, da v tem podjetjem dejansko delajo cele družine, predvsem iz občin Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža. Ker gre dejansko za grožečo socialno bombo, bi od Vlade Republike Slovenije pričakovali, da odreagira takoj. Društvo Gradimo prihodnost skupaj je že kontaktiralo sindikate, delavsko svetovalnico in druge naslove, ki bi lahko v tej socialno-ekonomski katastrofi pomagalo predvsem delavcem, kajti gre v bistvu za delavce. Sam sem dal tudi pobudo vaši vladi in tudi vašemu ministrstvu, da bi pomagalo predvsem obstoječim lokalnim in tudi širšim, podjetjem z neko stimulacijo, da bi razširilo svojo dejavnost ali v prostorih današnjega Safila, če bi bilo to možno z lastniki, ali pa tudi širše, da bi delavci obdržali službe. Skratka, spodbude bi morale iti temu, da se brezposelnost ne bo dodatno povečala. Za vaše ministrstvo, spoštovani gospod minister, ima tudi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest. Po pregledu tega razpisa močno dvomim, da bo kakšna pomoč iz tega razpisa prišla v naše kraje, predvsem zaradi tega, ker je vlogo potrebno oddati do konca aprila in imeti veljavno gradbeno dovoljenje, kar je v tako kratkem času zelo težko zagotoviti. Druga zadeva pa je lokacija investicije, 6 točk je največ, kar lahko dobiš, medtem ko za občino Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta namenjeni le 2 točki. Prav tako smo v Listi Marjana Šarca opozarjali v vseh PKP-jih in tudi dajali amandmaje, da bi bilo pravično, da tista podjetja, ki dobijo pomoč za skrajšan delovni čas, so tudi, toliko časa, ko dobivajo pomoč, potem delavca ne smejo odpustiti, ampak na žalost ste koalicija vse to zavrnili. Zaradi vseh teh posledic bomo dali tudi zahtevo za sklic odbora za gospodarstvo in odbora za delo. Od vas, minister, pa pričakujem odgovore in vas tudi pozivam, da skrbno pretehtate vse možnosti pomoči tako prebivalcem Ormoža, kot dejansko tudi širše, in v prvi vrsti, da se delavcem zagotovi pomoč v vseh okvirih, tako socialnem, pravnem in zaposlitvenem.